Torej, ta tip Thomas Massey je izgubil v Kentuckyju in se sprašujete, zakaj bi me to sploh zanimalo. No, imam prav poseben razlog za vas. Poleg dejstva, da je brezsramna oseba, ki se je odločila napasti Trumpa, kar je bila že sama po sebi neumna odločitev. To je slika vseh ljudi, ki so se odločili podpreti tega človeka, prav? In če vam to ne pove vsega, kar morate vedeti, vam bom jaz. Ker se je v zadnjem času pojavil ta gibanje, ki ga lahko imenujete nova levica ali prebojena desnica, kjer so se ljudje odločili, da ne bodo samo naredili Trumpa za svojega sovražnika, ampak bodo naredili vse, da bi pridobili čim več pozornosti na spletu. In način, kako bojo to dosegali, tako, da bodo dokazovali, da so prav oni tisti, ki se borijo proti prevzemu Amerike strani Izraela. In širijo to teorijo zarote na vsakem koraku, ter so jo res naredili za središče vsega, v kar verjamejo, da je resnična. In vsaka izjava, vsak intervju je bil o Izraelu. Izraelu. Če se sprašujete, zakaj so ljudje tako obsedeni z Izraelom, je resnica ta, da veliko ljudi ni. Ampak te ljudje pa so. In trenutno so svojo celotno spletno osebnost zgradili okoli ideje, da Američani res sovražijo Izrael in oni so tisti, ki bodo to dokazali. Zato dejstvo, da je včeraj tako močno izgubil proti veteranu, ki ga podpira Trump, znova dokazuje, da je to gibanje le muha enodnevnica. To je smešna stvar na spletu. Seveda pa je treba omeniti, da je Thomas Massey v svojem govoru, v katerem je izgubil, mimogrede nismo pričakovali, da bo izgubil. Zdelo se je, da je bil ta človek na poti navzgor. K temu bomo prišli čez trenutek prek Kalsija. Pogledali bomo pregled tega. Ampak neverjetno je, resnično neverjetno, da je ta človek zgradil celotno svojo kampanjo na tem, da je dokazoval, da je protiizraelsko razpoloženje še vedno živo in prisotno. In vendar se na koncu zgodi ravno nasprotno. Republikanci so stopili naprej, da dokažejo, da znajo videti logiko, da znajo videti razum in da znajo razkriti te ljudi. Poglejte njegov zaključni govor. Prišel bi prej, ampak sem moral poklicati svojega nasprotnika in priznati poraz. In trajalo je nekaj časa, da sem našel Eda Galeriona v Tel Avivu. Vidite, tudi ko zgubla, je kot, veste kaj, naredimo iz vsega tega samo še Izrael. In ljudje so tega iskreno tako naveličani in izčrpani, da vam sploh ne morem povedati. Prav. Razlog, zakaj je ta moški izgubil, bomo prišli do tega v trenutku, ampak spet, to je pokazatelj za vse, ki spremljajo to noro gibanje prebojene desnice in nove levice, ki je preprosto antičloveško, antiameriško, tiste, ki pravijo, da je vojna z Iranom grozna. Vsa ta entiteta, ta smešna, lažniva, manipulativna spletna skupina ne more spraviti svojega človeka na oblast. In mislim, da je to odličen znak za Ameriko, zgodovinski. Mimogrede, to je zanimivo od Meta Morsa. Samo za zapisnik. Največji posamezni financer Masseyjeve kampanje je ameriški judovski milijarder po imenu Jeff Yass, ki je ključna osebnost v skrajno desnem izraelskem think tanku z imenom Color Policy Forum, ki aktivno spodbuja projekt Veliki Izrael. Massey je dobesedno zadnja oseba, ki bi lahko začela obtoževati ljudi, da so pod nadzorom tujega judovskega vpliva. Spet lažejo. Ti ljudje vedno lažejo. In včeraj, mislim, je bil dober dan za republikance, ker je maga živa, zdrava in dejavna. To so kandidati, ki so zmagali na svojih predizborih s podporo Trumpa. In res moram reči, da če boš neumen, ne napadaj Donalda Trumpa. Ne vem, kdo je temu tipu to svetoval, ampak bilo je neumno. Grozen kongresnik Thomas Massey je objavil staro podporo, ki sem mu jo izrekla pred mnogimi leti. Še preden sem ugotovila, da je najslabši kongresnik v zgodovini naše države. Podprla sem Eda Galerija, pravega ameriškega patriota, kar Massey zelo dobro ve. Torej je izjava, ki jo je objavil, lažna, tako kot je on lažen. Umakni svojo lažno izjavo, Massey, takoj. In to je tip, ki je premagal Eda Galerejna. In očitno imaš Tylerja Oliveiro, enega izmed teh, podpornikov Masseyjeve osebnosti. Demokracija je iluzija. Mandat je bil kupljen in plačan strani Paka, bla bla. Ampak spet, rada bi govorila o pomenu tega trenutka, ker sem zaradi tega res navdušena. Tako sem navdušena. Vidite, ko greste na kalci.com, ki je, kot veste, največja ameriška napovedna borza,
To je v bistvu borza za napovedi, kar pomeni, da lahko tukaj vidite, kaj se ljudje dejansko mislijo o določeni temi. Kar se mi zdi zanimivo je, če pogledate tega, je predsedniški kandidat za leto 2028 Thomas Massie, tukaj z le 2%, J.D. Vance pa ima 34%. Ampak ljudje že nekaj časa govorijo o Massiju kot republikanskem kandidatu, ker so začeli verjeti, da se to gibanje, veste, ta Dan Bilzerian, Tucker Carlson stvar, širi. Vsi vidijo resnico. In Thomas Massie in Tucker Carlson, ona dva sta obraz tega. Ampak samo poglejte. Poglejte, kako nizko je ta tip padel. Prav? Thomas Massie, o katerem so ljudje govorili in še vedno mislijo, da bi se lahko pridružil leta 2028, ima zdaj le 2% možnosti, da postane republikanski predsedniški kandidat. To pomeni, da je ta tip popolnoma izpadel iz igre, popolnoma zunaj. Ljudje se zanj ne zanimajo več, ker so ga spoznali takšnega, kot je. Nekdo, ki je prodana duša. Mimogrede, ne pozabite prenesti aplikacije Kelshi in uporabiti kodo MEIRAK, da dobite $10 popusta, ko trgujete za $10. Kelshi je Kalski. Poskrbite, da boste svoj denar stavili na svoje napovedi in se resnično pridružite ljudem, ki imajo te spletne pogovore na resničen način o tem, kaj se dejansko dogaja. Zdelo se mi je neverjetno zanimivo, res neverjetno zanimivo, da smo tako dolgo verjeli tej laži. Laž, da je ta skupina, ta entiteta, te ljudje resnično nova Amerika. In vendar je Amerika včeraj na teh predizborih pokazala, kaj v resnici čuti in da lahko jasno vidi skozi laži Toma Massija. Tukaj je nekaj, kar bi vas lahko presenetilo. Ta obsedenost z Izraelom je nekaj, kar večina Američanov pravzaprav sploh ne moti. Zdaj, napaka, ki so jo te bedaki naredili, je, da so mislili, da dejstvo, da ljudje nočejo ves čas govoriti o Izraelu, pomeni, da vsi sovražijo Izrael, kar preprosto ni res. Le nočejo, da je to v središču pozornosti. In ta skupina teh, kot so smešne osebnosti, ki so uspele vse obrniti in preobrniti. Njegov poraz je zaradi tega. Njegova zmaga bi bila zaradi tega. Če bi zmagal, bi bilo zato, ker Izraelu ni uspelo, da bi ga spravil na tla. In ker je izgubil, je to zato, ker je AIPAC uspel. Ta obsedenost je nekaj, kar je vsem že malo mimo. In oni so edini, ki to silijo naprej in ne nehajo govoriti o tem, in ne nehajo biti obsedeni s tem, ter delati iz tega svojo celotno osebnost, celoten način življenja, vse o Izraelu. In ljudje si mislijo, da to res ne deluje. Tako je Trumpov podprti pripadnik mornariških tjulnjev Ed Gallagher presenetljivo premagal Thomasa Massija. Ed Gallagher je nekdanji pripadnik mornariških tjulnjev in nekdanji kandidat, ki ga je podprl predsednik Trump, premaga dolgoletnega poslanca Thomasa Massija. Ponovno, to je velika stvar v najdražjem dosedanjem predizboru za predstavniški dom ameriškega kongresa, kjer je bilo za oglase porabljenih več kot $32 milijonov. Proizraelske skupine, kot je AIPAC in Super-PAC, so porabili več kot 15 milijonov za podporo Gallagheru in napadanje Massija, ki so ga označili za najbolj anti-izraelskega republikanca, medtem ko so zavezniki Trumpa dodali milijone in to predstavili kot preizkus lojalnosti. Massij, znan po svojem nasprotovanju strankarske linije glede porabe in zunanje pomoči, je vključil svoj zakon o preglednosti Epsteinove datoteke, ki ga je Trump podpisal leta 2025 in obljubil, da bo v svojih zadnjih mesecih spodbujal preglednost. Trdno republikansko okrožje naredi Gallagherja favorita za november, kar je razburljivo in dobro, saj želite imeti običajne ljudi. In spet ni presenečenje, da ko na X pogledate to zgodbo, vidite Joeja Kenta, se spomnite tistega norega človeka. Kakorkoli, Bog blagoslovi Thomasa Massija. Iz tega je izšel svojo častjo nedotaknjeno. Je domoljub in je ohranil svojo integriteto. Dokler volivci dajejo svoje glasove tistim, ki imajo največ oglasov, bomo imeli politike, ki jih kupujejo tuje vlade in korporativni interesi. Seveda, uspelo jim je. Gre za tuje oglase. Gre za ljudi, ki nadzorujejo. Morda gre za to, da imajo ljudje v Kentuckyju dovolj nekoga, ki se zdi, da ga je ugrabila neka skupina. Nekoga, ki je pripravljen prodati svojo dušo in se obseden ukvarjati z nečim, kar dobesedno nima nobene zveze s Kentuckyjem. Morda ljudem resnično ugajajo odločitve, ki jih sprejema Trump. In morda medijska obsedenost s temi osebnostmi ustvarja napačno pripoved, ki jo večina ljudi vidi takšno, kot v resnici je. In dejansko jim je všeč ideja, da imajo zaveznike, ki so pripravljeni z njimi voditi vojne. In to ni nujno vse, kar šteje. Kakorkoli, pohvala Tuckerju Carlsonu, ki ima 0 od 5 pri podpori kandidatom. Massey je izgubil. Peter, pedofilija 1, Kentucky mora biti zelo ponosen. Poglejte jih, kako jim gre slabo.
Seveda, Tomaž Mesi. Danes je 6. obletnica zakona o preglednosti Epsteinovega dosjeja, nekaj, kar je močno podpiral. Poglej to. Tako je nerodno, da je njegov govor ob priznanju poraza o Izraelu. To samo znova in znova dokazuje bistvo. Preprosto si ne morejo pomagati. To je celotna platforma, to je vse. In resnica je, da so ljudje preprosto siti in naveličani, da jim govorijo, da glasujejo za nekaj, kar je proameriško, ko pa ugotoviš, da to v resnici ni proameriško. Je dobesedno samo proti Izraelu. Njegov govor ob priznanju poraza ni namenjen ljudem iz Kentakija in temu, kako zelo meni, da so bili razočarani. Gre za to, da je uspel udariti po Izraelu in Edu Gellerajnu. In to je kar žalostno. Po mojem mnenju je to res kar žalostno. Seveda je tu še Alex Jones, ki govori o tem, da gre vse skupaj za neko zadevo z Epsteinovimi dokumenti. Kakorkoli, še vedno se nismo znebili Toma Massija, ker obstaja možnost, da bo dovolj neumen, da bo poskušal kandidirati kot republikanski kandidat. In bodimo za trenutek iskreni glede tega. Če bodo izbrali nekoga, ki bo kandidiral na tej proti-trumpovski, proti-izraelski, proti tujim zavezništvom platformi, bo to Tucker Carlson. Nikoli ne bo to Massi. Mislim, to smo videli pri Kalši. Pač ni. Preprosto ni. To preprosto nikoli ne bo ta Thomas Massi. Ampak si ne more pomagati. Je manijak, ki ima rad moč. Zato v tem uživa. Kakorkoli, dolgočasno. To je novi tip, bil je pripadnik enote Navy Seal, obožujemo, ko je pripadnik enote Navy Seal na oblasti. Kakorkoli, to je to. To je razburljiv dan. Prav, zdaj pa poglejmo, kaj ima zapovedati Nick Fuentes. Neokonzervativci, ti ljudje, likudniki, so imeli nadzor nad republikansko stranko in vse, kar vem, je, da je treba ta aparat ustaviti. To je vse, kar vem. Ta Rupert Murdoch, Fox News, Trump, Ike Perlmutter, Paul Singer, Miriam Adelson, AIPAC Trump stvar mora biti popolnoma uničena in ni mi mar, kdo to naredi. Lahko je James Fishback, lahko je Thomas Massie, lahko je Steve Bannon, lahko so demokrati. Vidite, tukaj govori o tem, kako, gledajte, ta stvar z Thomasom Massiejem, republikanci tega ne bi smeli praznovati, ker je to samo dokaz, koliko nadzora imajo oni. Ampak v resnici je to dokaz, da so ljudje tega naveličani. Preprosto so naveličani. Želijo si ljudi, ki jim je res mar za Ameriko in ki jim ni bolj pomembno sovražiti Izraela. Tako pač trenutno je. In ko imate Nicka Fuentesa, ki pravi, fantje, republikanci, to je problem, veste, morda pa ni. Morda je to nekaj, kar je vredno praznovanja. Zato bi vam moral biti Thomas Massie pomemben. Ni pomembno, kje ste. To nas opominja, da so tam zunaj ljudje, ki so obsedeni z ustvarjanjem sovraštva in govorjenjem o razdoru, popolnoma nasedli propagandi pravih sovražnikov in so popolnoma zgrešili bistvo. Ampak hvala Bogu, Američani še vedno razmišljajo svojo glavo. Ljudje še vedno vidijo skozi manipulacijo in dejansko jih zanimajo ljudje, ki jih predstavljajo in zastopajo njihove potrebe. Hvala, če se ukvarjate s to zadevo.